V tokratnem podcastu z nami je Ljubka Vrteva. Izbrana je bila za inženirko leta 2023 v Sloveniji, sicer je pa magistrica inženirka strojništva, strokovnjakinja za ogrevalno, hladilno tehnologijo, za sončne panele in še kaj drugega. Z vami sem pa v podcastu Srdžan Cvjetovič. Ljubka, zmenila sva se, da se bova tikala, ker sva oba iz naravoslovno-tehnoloških vod, ampak oba veva, da v naravoslovju in tehnologiji prevladujejo moški. Ne? In še vedno se na nekaterih fakultetah, ti si na strojništvu bila ženske, bolj redek pojav. Zakaj misliš, da je temu tako in naj se takoj navežem, zakaj si se pa ti ravno odločila za strojništvo? Drži, ja, pač moške še vedno pač prevladujejo v tem svetu, sicer pa zadnja leta se pač ta trend malo spreminja. A ste zdaj že četrtina ali še niste? Pač tako, na fakulteti za strojništvo je, mislim, da okoli tam 8% žensk. Celih 8? Tako, ja, celih 8, ja. Tako da se izboljšuje, če pa tako primerjam jaz sem se upisala na fakulteti za strojništvo 2011. Tu v Ljubljani, ne? Tako, ja, in takrat nas je bilo prvi mesec 4, potem drugi mesec samo še 3 žensk, pa tretji mesec samo jaz, pa še ena kolegica, ne. Moških pa približno 100. Več jih je bilo takrat je bilo pač okoli 350 nekje mošk, ne. V prvem letniku to? Ja, v prvem, ampak to je tako, pač, pa že pride ta naravna selekcija, ne. Čez nekaj mesecev nas je bilo že bistveno manj, v drugem letniku pa še pač en filter, ne. Tako da zdaj, če primerjam, takrat, ko sem se jaz upisovala, pa danes je bistveno več žensk, kar je pač meni zelo všeč, da ženske so tudi prepoznale, da to je verjetno tudi poklic pač za ženske, ne. Je pač... Tudi za ženske? Tudi za ženske, ja. Tako da jaz sem zelo vesela glede tega. Zdaj pa zakaj sem se pač jaz odločila za strojništvo? Res nimam konkretnega pač razloga, zakaj. A si kot srednješolka kaj vrtela, tako malo po prstih, pa sestavljala pa to? Ne, jaz nisem sestavljala, da bi nekaj recimo razstavljala pa nazaj sestavljala. Jaz sem si vedno želela, jaz sem veliko ustvarjala. Že v osnovni šoli za učiteljico, v osnovni šoli, ona je bila pač tudi take narave, da smo mogli vedno nekaj pač početi, vedno nekaj delati, se pripravljati za neke prireditve, ustvarjati neke izdelke, in meni je bilo to zelo zanimivo in sem vedno pač bila zraven. Mogoče takrat je prišla pač ta želja, da sem pač ustvarjalna, da imam neko domišljijo, pač nekaj narediti, iz nič nekaj, ne. In potem to se je nadaljevalo tudi naprej, pa tudi danes veliko pač ustvarjam, recimo, ne vem, darila ne kupujem, ampak samo ustvarjam, tako da verjetno Torej tudi zunaj delovnega mesta. Tako, pač mogoče to je ostalo iz osnovne šole, potem pa že v srednji šoli, pač malo sem se zapletla s fiziko, malo več. V pozitivnem smislu predvidevam? Bolj v negativnem pač smislu. Po si popisala strojništvo, da fiziki dokažeš, da si ti vseeno močnejša. Da gre, ja. Tako da sem se malo v srednji šoli, pač v Makedoniji, še ker sem zaključila srednjo šolo v Makedoniji, sem se takrat s fiziko zapletla, za pač profesorico pač fizike. Pa si zdaj udarila nazaj. Ja, in takrat sem pač imela komisijski izpit fizike v tretjem letniku, ja, in sem pač, samoiniciativno sem se prijavila, ker nisem bila zadovoljna z ocenjevanjem, in mogoče tudi potem še ta stopnička je bila tako, pač še en pogon naprej, da grem še naprej na nek... Trma, zmorem. Ja, na nek tehničen pač faks, ne. Potem pa dejansko tako, če se vrnem nazaj, sem razmišljala med športom pa strojništvo. Ni ravno sorodno. Ja, je tako zelo zanimivo. Sicer sem takrat še trenirala kickboks v Makedoniji. Ja, in sem se kar pač odločila med športom pa tehniko, ne. Ampak potem je pa tehnika zmagala. Ja. V času, ko si študirala, ne, ostali ste 2 kolegici pa ogromno moških. A si se počutila kako drugače? So te kaj drugače obravnavali kolegi, profesori, ali si se čutila enakovredno? Kakšen je to bil občutek?
Mislim, jaz takrat, ko sem prišla, sem zaključila srednjo šolo v Makedoniji, potem takoj sem prišla v Slovenijo, sploh nisem niti prevzela spričevala v Makedoniji po zaključku 4. letnika. In mislim, da po prihodu sem jaz imela že toliko novih stvari, da lahko rečem, da niti nisem bila skoncentrirana prav na to, kako sem jaz sprejeta. Pa niti ne vem, če me to toliko zanimalo, ne? Ker jaz sem imela pač nek svoj cilj. Jaz sem prišla študirati, moj cilj je bil, da zaključim šolo v Sloveniji, da bom tudi pač ostala, zaradi tega, ker sem zaradi tega šla z Makedonije, ker nisem bila pač zadovoljna od samega sistema, načina življenja. Se ti zdi, da je velika razlika v priložnostih, ki jih ponuja Slovenija? Ja, velika. Pač najprej tako, pač priložnost, zatem pa pač tudi, če si želiš izkoristiti to priložnost, potem imaš pač naprej neke perspektive, ne. Moraš biti se moraš zavedati, da pač vse je v tvojih rokah in se moraš potruditi, ne. Čisto vse? Pa velika večina. Velika večina. Če se pač trudiš, lahko prideš kar daleč. Torej, če si nekaj dovolj močno želiš in si pripravljen za to delati, praviš, da se... Tako. Ja, vse pač to je moje mnenje, pa ne samo mnenje, mislim, da se je to tudi tako pač pokazalo pri meni, da če imaš neko željo, če se trudiš, prideš kar daleč, pač mora biti pa želja zelo, zelo, zelo velika. In to takrat tudi, ko sem prišla, se nisem počutila... niti nisem bila osredotočena na to, kako sem jaz sprejeta v okolici, tako da ne moram res objektivno komentirati. Si bila dosti bolj predana svojem cilju. Tako. Jaz sem bila pač, res moram reči, da sem imela izjemne kolege, to pa moram povedati, nikoli se nisem počutila tako, da si niso želeli, da bi bila pač nekje zraven, ali pa sem jaz bila pač sam taka, da sem se pač malo vmes. Mislim, treba je par sto moških obvladovati. Ja, je pač, mislim, ne vem, meni je bilo zelo enostavno, pač ponavadi me vprašajo, Skratka, sploh nisi razmišljala o tem, da bi bila kakorkoli drugačna zato, ker si ženska. Ne, pa tudi profesori, pač jaz imam zelo, zelo lepe izkušnje na fakulteti za strojništvo in profesori in asistenti in kolegi. Zdaj, zakaj je bilo to tako, ne vem, a je to zaradi meni, ker jaz sem pač taka po naravi, da pač iščem, pač sledim svojim ciljem, in se dosti ne oziram pač na okolico. Ali pa zaradi kaj drugega, ne vem, ampak jaz nisem začutila zato, ker sem ženska, pa da bi bila, ne vem, ali diskriminirana, ali pa da bi me kaj pač drugače gledali. Še boljše, pač upam, da je to tudi tako tudi za ostale pač punce, ki mogoče imajo nek cilj, ampak niso pa toliko osredotočene samo na svojem pač cilju. Jaz težko verjamem, da si punce ne bi želele študirati naravoslovje in tehnologije. Nekako si mislim, da se bolj bojijo tega. Pa zakaj misliš, da je temu tako? Po moje to družba pač tako nalaga, ne. Ne vem, verjetno tudi sama vzgoja pač doma, ne. Misliš, ta tradicionalna delitev vlog, ali kaj? Ja, po moje lih to, ne, da je tehnika bolj za moške, ker nekoč se več ali manj samo moški ukvarjali s tehniko, ne. Zdaj pa vemo, ali pa ne, da tehnologija gre toliko naprej, da ti lahko sediš za mizo z računalnikom, pa še vedno se ukvarjaš s tehnologijo, ne. In po moje tudi mogoče starejše, če lahko rečem starejše generacije, nimajo toliko informacij, kaj vse lahko danes en inženir pač počne, ne. In mogoče tudi zaradi tega pač se malo nastaja pač neko bremzanje pač mladih punc, ne, da se potem odločijo za tehnične poklice, ne. Tako da moje mnenje je, da je to, da družba lahko še dela na tem, da malo razširi pač ta obzorja, pač ne samo pri mladih, ali pa tudi pri starejših, da se tudi da malo drugače, pač, da si lahko tudi malo drugačen inženir. Nekoč, ja. No, seveda, včasih eni pozabljajo, da več kot polovica vsega znanja naravoslovja in tehnologije, ker ga imamo danes, je bilo ustvarjeno v zadnjih 30 letih. Se pravi, inženirji izpred 50 let, inženirji danes, to je že nekaj čisto drugega. Ampak mene nekaj drugega zanima. Imaš eno skupino ljudi, ki pravijo, ženske kot inženirke so enake kot moški. Pa imaš eno skupino ljudi, ki ti bodo rekli, ženske v svet inženirjev prinašajo eno svežino, ki jo pa moški nimajo. Komu bi ti prej verjela?
Mislim, normalno, da prenašajo, tako bom rekla, pač svežino. Ja, zaradi tega, ker je neka ustaljena pač moška družba, ne, in potem, ko pride pač ne samo ženska, če pride nekaj novega, ne, še vedno pač ti prenese neko svežino, mogoče lik zaradi tega. Smo pa enakopravni, pač vsak od nas pač ima možgane, lahko razmišlja, lahko pač da nekaj od sebe, lahko pač pusti nekaj za sabo, ampak mislim, da ta svežina, ki prihaja, ne, pač tista meta, ne, Ja. bom jaz rekla, po mojem lik zaradi tega, ker je pač neka ustaljena pač družba, skupina ljudi, ne, in potem pride nekaj novega in je pač tisto wow, ne, pač nekaj se je zgodilo. Po mojem lik zaradi tega, ne, če bi pač čez en čas, recimo, če se ta skupina, če pride do neko ravnovesje, ne, da je enako število žensk pa mošk, tudi če pride neka nova ženska, ne vem, če bo kaj pač spremenila, pa če bo pač ta skupina nekaj občutila, da je nekaj drugače, ne. Tako da po mojem lik je to ta pač razlog, zakaj vsi pač, mislim, ta ena polovica pač tako razmišlja, ne. Jaz rečem, da smo vsi isti, mi smo pač enaki, pač posameznik, odvisno od posameznika, pač sam se odloča, koliko bo vložil, koliko truda pač v neko delo. Opiši nam svoje delovno mesto. Zelo dinamično. Kaj delaš? Evo, kaj počneš na svojem delovnem mestu? Pri nas je, tudi pri meni pač je zelo dinamično. Jaz sem in na terenu, in v pisarni, in se izobražujem, tako da ni pač... Si takoj po diplomi šla na to delovno mesto? Kako je to? Jaz sem že kot študentka, sem se zaposlila na Petrolu. In mislim, jaz sem se tudi želela, da takoj, ko sem že proti koncu pač študije, da začnem delati na pač tem, na področju, kar sem se učila. In sem res vesela, da sem dobila pač to priložnost, da sem takoj lahko začela na področju energetike delati tudi kot študent. Tako da, ja, začela sem kot študentka, potem sem pač naprej tudi nadaljevala na Petrolu, vmes sem malo preskočila, malo sem šla stran, pa potem sem se ponovno vrnila Malo, nazaj. da si ceno dvigneš. Pač bolj za izkušnje. Tako bom rekla, bolj za izkušnje, pa tudi tako spet je bila neka prelomna pač točka v mojem življenju in sem rekla, pač dajmo probati nekaj drugega, nekaj novega. Tako da pač ja, moje delo zajema res čist raznoliko. No, ampak pač na katerem področju? Tako, jaz pač sem... Jaz sem prej naštel ogrevanje, hlajenje, solarne panele, to si vse delala. Kaj pa trenutno zdaj delaš, recimo? Trenutno, tako po izboru inženirka leta, bolj sem pač na podcasta, pa bolj tako snemamo pač okoli kakšne konference ali kaj takega. Drugače pa recimo dobim nek nabor objektov, ponavadi so to vrtce, šole, pač malo večje objekte, grem na teren, si objekt ogledam, detaljno pogledam obstoječe sisteme, ki so trenutno na samem objektu. In ponujaš celovite rešitve. Tako, in potem grem nazaj pač v pisarno, naredim pač neke rešitve in mi ponudimo pač neko rešitev, sklop, to je sklop strojno, elektro in gradbeni del, kako bi lahko recimo sam objekt sanirali, tako da bo bolj energetsko učinkovit, ne. Tako da imam res eno tako široko pač področje in od terena pač do pisarniškega dela, pa tudi do sestankov, komuniciranja z naročnikom in tako naprej, ne. Kaj so zapisali v obrazložitvi nagrade? Zakaj so prav tebe izbrali za inženirko leta 2023? Kaj so zapisali? Pač ne vem, da bi tako točno pač prebrala, pač kaj so, pač nisem, ampak tako kot sem pač slišala pač komentarje, ne, da so pač videli neko priložnost, da imam pač nekaj, kar jim lahko tudi pač mladim dekletom pač tudi predstavim, da pač ni tako težko priti v inženirstvo, ne. Tako da pač to je to, kar sem jaz tako zasledila, kar sem uspela zaslediti v tem času po izboru. Pa ti prisluhnejo zdaj? Verjetno si že prej se pogovarjala z njimi, zdaj pa imaš celo nek mandat, da se pogovarjaš, da izobražuješ, da presvetljuješ, pa se ti zdi, da učinkuje? Si uspela kakšno punco spraviti na strojništvo? Sej ne vem, pač, ker to je zdaj že komaj pač par mesecev, ne, to bomo videli mogoče septembra ali pa naslednjo leto, ne, ampak tako, jaz sem zelo vesela, da sem pač dobila priložnost, da sem Pa te sprašujejo, mislim, pridejo. Ja, pridejo do mene, sem imela pač take priložnosti, da sem veliko pač med mladimi, ne, in pridejo pač vprašajo še posebej,
najmlajše, recimo v osnovni šoli, pač oni so veliko bolj odprti, še vedno, pač odprti, ne, potem mogoče ta naš izobraževalni pač proces malo te zapre, da ne sprašuješ pač toliko, ne, ker je razlika, koliko sprašujejo na osnovni šoli. Namiguješ, da izobraževalni sistem spodbuja konformizem? Pa jaz imam pač tak občutek, da mogoče tako, da je treba pač v nekih situacijah biti tih, ne, vsaj jaz imam pač tak. Tega si ne želimo, ne? Mislim, bi bilo prav, ne, da ne bi si želeli. Ampak jaz vsaj to pač čutim, da je pač ena taka razlika, če pogledam osnovno šolce, pa potem kakšne so dijake recimo v srednji šoli, je pač ena taka razlika. Zanimivo, ne, zakaj je pač razlog, kaj je pa razlog, kakšna je ta, zakaj pride do take razlike, pač je pa tudi vprašanje, ne. Koliko je ljubezen do nekega predmeta, do nekega področja, do neke znanosti, odvisno od tega, koliko ti je kakšen osnovnošolski ali pa srednješolski profesor vcepil nek odnos do tega. Če povem drugače, če imaš zagrenjenega profesorja iz fizike, boš sovražila fiziko, ne? To definitivno. Ne, mislim, jaz recimo sem imela pač primer, ne, v srednji šoli, ko je v Makedoniji recimo še vedno prisotna pač in korupcija in pač ta napačen, bom rekla, pač način ocenjevanja, ne. A tudi v šolstvu? Ja, in to je že v srednji šoli. Kako je to prisotno? Dober dan, jaz bi kupil oceno, ali kako? Ni tako direktno. No, sej. Ni tako direktno, ampak pač ja, moraš pač nekaj dati od sebe za to, da boš uspešen tudi v šolu, v šolstvu, ne. Tako da pač jaz nisem bila zadovoljna, tudi sem imela pač tako, recimo, ko rečem profesorico, ki pač je postavila ceno. Ta način ocenjevanja pač tudi podpirala, ne. Jaz se nisem strinjala s tem. In sem se pač odločila, da grem pač po svoji poti in da pač dokažem, da pač svojo oceno si zaslužim na drugačen način, ne. Tako da meni ta profesorica pač me ni tako, mogoče me postavila na drugo stran, da bi rekla, ok, jaz fizike ne maram, ne. Lih kontra je pač naredila, ampak spet to odvisno od človeka, ne. To je tista trma, kar sva rekla na začetku, tako, ne? ja, lahko, da pač to je odvisno od človeka. Ne boš me zavirala, ne boš me ovirala. Tako. Zdaj pa pri določenih je pa lih kontra, ne. Mogoče te malo nazaj potegne, pa si rečeš, a res to meni treba, ne. Tako da bom rekla, da pač je zelo pomembno, kakšni so profesorji, kakšen odnos imajo, koliko si želijo, da dejansko učenci se nekaj naučijo, ne? Ker ocena konec koncev sploh ni pomembna. Ocena je pač samo neka ocena, ne? Pomembno je na koncu, ja, samo v današnjem času se mladina bori za petke v šolah, za všečke na družbenih omrežjih, samo še to zgleda šteje. Saj to jaz tudi probam, ko grem med mladimi, pač probam jim to povedati, da ocena sploh ni pomembna. Pomembno je, koliko jim pomeni recimo določen predmet, če jih veseli, in če si res želijo se nekaj naučiti, ne. Ampak od ocene bo odvisno, kam se bo vpisal. Ja, je to tudi pač res, ampak bi bilo pa prav, ne, če se ti učiš, če te nekaj zanima, da dobiš tudi ta pravo oceno, ne. Kar recimo pri nas, v moji gimnaziji, pač tega ni bilo, ne. Če je sistem pač toliko v redu, da te ocenjuje na podlagi tega, koliko ti znaš nekaj, potem če se učiš, če ti je v redu, boš prišel do te ocene, ne. Če pa ti ni v redu, pač niti ne boš prišel. Sam, če je sistem pač v redu. Jaz pa nisem imela pač te priložnosti, da bi se, ne da bi se borila za to oceno, ampak da bi z znanjem dobila ta pravo oceno. Tako da sem se jaz v tem primeru pač odločila, da grem pač en korak naprej in sem se sama prijavila na komisijski izpit. Verjamem pa, da velika večina pač otrok ne bo to naredila, ne. Ampak se bo uklonila. Tako, in zato pa mislim, da so profesorji res tisti, ki morajo biti zgled, ne. Tudi neka moralna vertikala, ne samo strokovnjak. Tako. Kar sem jaz recimo tudi pa doživela lih kontra pač na fakulteti za strojništvo, ker tam sem imela res take profesorje, take asistente, da so tudi razumeli mogoče tudi to, da ne znam še dobro slovensko
in so mi dali pač neke priložnosti dodatne, da dejansko pokažem, da jaz znam in da pač je pomembno znanje na področju tehnike in da jezik pač ni tista pač ovira, da ne bi jaz nadaljevala recimo za študijem pač naprej, ne. Tako da mislim, da so profesori res tisti, ki so tako pač en pogon naprej, da te pa še malo pač porinejo, tudi ko se malo pač ustaviš. Vrniva se na čas zaključka tvoje gimnazije, torej sprejela si očitno zelo močno odločitev, da boš zamenjala življenjsko okolje. Kako je bilo zapustiti kraj, kjer si odraščala in zakaj Slovenija? Lahko bi šla v Avstrijo, lahko bi šla v Nemčijo, lahko bi šla v Švedsko. Ja, meni je bilo zelo lahko, zaradi tega, ker jaz že, mogoče tudi v osnovni šoli sem malo čutila, da ta okolica pač ni zame. Potem v srednji šoli, to, kar sem imela pač s fiziko, je bila samo neka potrditev, da ne, to ni okolje zame, ne. Tako da jaz sem komaj čakala, da grem ven iz Makedonije, zato sem tudi prej omenila, da niti nisem počakala na spričevala, pa neke zabave, pa ne vem, kaj imamo. Si hrabila za vpis spričevala? So mi ga poslali pač po pošti. Tako? Ja, sem rekla, vi ga kar pošljite, pač ne bom čakala. Mi ni bilo težko, kljub temu, da sem imela pač družino, da sem imela pač prijatelje v Makedoniji še, pač jaz sem imela pač neko svojo pač vizijo. Pa si imela koga tukaj ali si prišla čisto na slepo? Ko sem jaz začela že doma malo omenjati, da si ne želim študirati naprej v Makedoniji, da pač če ostanem v Makedoniji, odhajaš, ja? Ja, da če ostanem v Makedoniji, da ne bom zaključila faksa, ker vem, da se boš sprla z nekom. Tako, da se bom pač v neki točki pač ustavila. Če je to v srednji šoli se dogajalo, kaj pa šele na fakulteti, ne? In doma so pač videli, da sem dokaj resna s tem. Mislim, tako, jaz sem bila 18 let stara, ne? Da zdaj pač starš verjamem. Marsikdo z 18 in sploh ne ve, kaj bi. Ti si pa rekla, to in nič drugega, okay. Ja, mislim, tako, tudi vsaka čas pač mojim doma, ne, staršem. Da so te prenašali, okay. Da so pač rekli, pač da so mi zaupali, ne. Pa so rekli, v redu, greva, pač oba starša sta rekla, greva še midva v tem, ne. Tako da pač doma sta se odločila, da bo mama prišla v Slovenijo. Zdaj Slovenija pač prišla res čisto naključno. Mama je imela pač eno kolegico tukaj v Sloveniji in je pač res pomagala zato, da bi pač prišla v Sloveniji. Prvi koraki, ne? Tako, ja, in pač jaz sem zelo hvaležna pač tudi za to, ne, ker tudi če ne bi bila pač ona, je pač vprašanje, če bi bila jaz tukaj, ker če bi oba starša ostala v Makedoniji, bi bilo pač težje, ne, tisto. Tako, bistveno pač težje, tako da sta se pač mama in oče sta sprejela pač odločitev, da mama pride v Slovenijo, pač oče se je odločil, da bo ostal v Makedoniji. Tako da pač tako se je vse začelo. Sem imela tudi pač priložnost, sem tudi gledala malo, da bi šla mogoče tudi v Švico, ne, ampak je strošek bil bistveno pač višji. In Slovenija je bila tako pač zelo prijazna glede tujih študentov. A si imela kaj zapletov glede papirjev, dovoljenj? Ne, mislim, je veliko papirjev, ampak tako kot sem že rekla, pač jaz sploh nisem bila skoncentrirana na to, koliko je vse kaj za narediti, ne, ker jaz sem imela pač samo en cilj, jaz sem si želela študirati. In to je bila epizoda na poti in si to tako vzela? Tako, jaz sem si pač to moramo zrihtati, bomo zrihtali, v redu, gremo naprej, to je treba, bomo zrihtali, ne, in vse tako pač do cilja, ne. Marsikaj pač se je meni najdlo pač na poti, potem kasneje. Si kar odrinila, če je bilo na poti. Ja, pač vmes sem tudi zbolela in tudi to sem pač dala čez to svojo pač željo, da si želim priti do cilja, ne. Tudi z druge strani sem spoštovala to, kar sta moja starša naredila zame, pustila, recimo mama je bila računovodkinja v Makedoniji leta in leta, ne, in je pustila vse v Makedoniji in je prišla v Slovenijo in se zaposlila kot čistilka, samo zato, da bom pač jaz študirala in pač jaz sem to še danes pač spoštujem, da sta oba starša pač sta naredila pač tak korak, pa da tudi mama se je odločila, da gre, pa da pusti vse, kar ima, pa samo zato, da bom jaz študirala. In jaz sem to pač vzela tudi kot neko obveznost, ne, da jim tudi pač, če lahko rečem, vrnem nazaj, ne, če sta ona dva sta se odločila tako zame, tudi če se je mama tako odločila, da bo pač pustila vse,
moram pa tudi jaz zaključiti pa iti do konca. Ne. Tako da sem imela tudi neke prelomne točke in vse ostalo dokumente so bili pač res definitivno Še najmanjši. Pa se je mama zdaj že vrnila? Ali še? Ne, mama je ostala tukaj, lik zaradi tega, ker to je bila tudi ena taka prelomna točka, ko sem jaz bolela. Takrat, če bi pač mama se vrnila v Makedoniji, sploh ne bi imela pač, jaz sem takrat dobila pač zdravilo, ki bi ga mogla pač do konca življenja pač imeti, ne, in če bi se mama vrnila v Makedoniji, potem jaz bi ostala brez tega zdravila, ne. Tako da potem spet papiri, ne? Tako, in takrat se je mama pač odločila, da bo ostala tudi ona v Sloveniji, oče je potem pač ostal v Makedoniji, on nikoli potem se ni odločil za to, da se bo preselil. Tako da pač, ja, vsako obdobje je pač prineslo pač nekaj novega, ampak zame je bilo tako pač, dajmo še to dati čez, pa priti do konca. Nekaj te moram vprašati in to je mogoče eno vprašanje, dobro, pri tebi je to mogoče še malo bolj intenzivno, ampak gotovo to zanima tudi koga, ko razmišlja o teh študijih. Tehnološke študije, naravoslovni študiji veljajo za zahtevne, ne? Ti si pa imela še dodatne okoliščine, zaradi katerega je ta pot bila rečemo, še malo težja, ne? Ampak si ves ta čas bila nekako neomajna na tej poti. Zdaj mene zanima, kako si ti uspela usklajevati to svoje poslanstvo z zasebnim življenjem. Mladina hodi ven, mladina se zabava, mladina potuje, mladina dela še marsikaj drugega razen študija. A je bilo časa za to? Prvi letnik zelo malo, ampak ne moram reči pa, da nisem žurala. Jaz sem tudi kot študentka pa žurala. Jaz sem bila tako, rekla, Rožna dolina je bila pač moj drugi dom, ne, smo bili pač konstantno tam. Ampak tako, pač se je treba pač tudi zavedati, ne, ko so neke obveznosti, jih je treba najprej zrihtati, potem pa iti korak naprej, ne. Tako da ne moram reči, da nisem žurala, da nisem hodila odzunaj, da se nisem družila. Potovala takrat nisem, zato pa zdaj malo več potujem. Na Erasmusu si bila? Ne, nisem bila. Nisem, da sem rekla, dovolj je Slovenija kot Erasmus. Nisem bila. Tako da pač sem probala najprej uskladiti svoje obveznosti, ki sem jih imela. Ni bilo, pač ne bom rekla, da je bilo pač enostavno, ne. Sicer meni se ni zdelo tako težko, ne, ampak če pa zdaj pogledam tako za nazaj, malo včasih pogledamo v zapiske, ne, iz prvega letnika, tako imam pač zapiske v slovenščini, ki zdaj že lahko tudi študirajo v angleščini, ne, pač 2011 je bila ena možnost slovenščina, ne, in jaz imam zapiske v slovenščini in potem pod zgoraj prevod v makedonščini in se spomnim. Pa vedno manj pol tega, ne? Ja, ampak se spomnim, da jaz najprej sem naredila prevod, potem sem se naučila v makedonščini, da sploh razumem pač snov, in ko sem se naučila, potem sem šla nazaj korak in po slovensko se naučiti, ne. Tako da sem se trudila čim več tudi slovenščino pač usvojiti. Se pravijo, da jezik obvladaš takrat, ko miselen tok gre v tem jeziku, ko svojih misli ne prevajaš več. Tako, in je... Koliko je to trajalo, da ti je miselni tok začel teči v slovenščini? Joj, pa sploh ne vem. Samo v enem trenutku si videla, da to že je, tako. Ne vem, bi nek zvezen postopek, zvezen proces. Ja, mislim, jaz, ko sem prišla v Slovenijo, jaz sem tako, lahko rečem, da sem odrezana Makedonija. Sploh nisem imela niti, pač ki je par ljudi pač Makedoncev, ampak nisem imela te makedonske družbe, pa tudi te navade, kot recimo, ne vem, ko pridejo z Balkana in imajo pač neko svojo skupino ljudi in so tam zaprti, ne. Jaz sem probala čim več pač kolegov Slovencev, da sem v taki skupini, da čim več pač slišim, da čim več se pogovarjam. Pa še to srečo sem imela, da sem dobila že prvi letnik prekmurca na fakultete, ne. Tako da sem se sporedno še prekmurščino učila z slovenščino. Probala sem čim več biti integrirana, zato da bom čim prej, mislim, to je bilo pač plus zame, bi se pač hitreje naučila in bi bilo pač meni lažje dosežeš svoje cilje. Tako da jaz sem se malo izmikala pač te makedonske družbe, moram reči. In potem je tudi to napredko ustalo, nikoli se nisem nazaj pretopila v makedonske pač družbe. Tako da tudi danes imam pač z Makedonije, ki so pač Makedonci, ki so tukaj v Sloveniji, pač par takih, da se pač občasno pač srečam. No, zdaj si domačinka, ne? Ja. Povej mi, kaj ti pomeni ta nagrada? In da te takoj pripravim naslednje vprašanje, malo se mi že namignila, kako ti je ta nagrada spremenila življenje?
Ja, v prvi vrsti sem vesela, da sem dobila pač priložnost, da sem med mladimi, ker mislim, da so pač mladi, da res mladi rabijo neko usmeritev. In če sem jaz lahko pač vsaj delček tako te usmeritve, sem zelo vesela. In se maksimalno pač trudim, da dam pač svoj maksimum, da jim pač povem, da se vse da. Samo mora biti pač neka želja, neka vztrajnost in se pride pač do konca in nič ni težko, ko je pač neka želja. A res nič ni težko? Ni težko. Ne, če je želja dovolj velika... A boš rekla, da nikoli ni bilo kakšnega trenutka, ko si začela malo dvomiti, malo razmišljati? Ne. Niti enkrat. Niti enkrat, ker jaz sem imela pač tako željo. Se pravi, želja je bila močnejša, zasenčila vse. Mora biti nepomisleke na poti. Tako pač ne moram reči. Samo želeti je treba. Tako, pač močno si moraš pač nekaj želeti in potem prideš do tega. Tako da jaz res ne moram reči, da sem pač prišla do točke, prelomne točke. Mogoče bom rekla, da bom izpostavila takrat, ko sem bila pač bolna, ko niso še pač znali, kaj je, pa nisem imela pač zdravila, ne. Da ne bo pomote, govorimo verjetno o nekem daljšem bolezenskem stanju, ne neki krajši. Tako, ko nisem pač... Ne govorimo o covidu, ne govorimo o prehladih, govorimo o bolezenskem stanju. Tako, pač pol leta pač nisem upravljala pač izpite, sem pač zgubila ravnotežje, pa sem se ponovno učila hoditi, ne, to je pač ena taka prelomnica, ko sem mogla pač uskladiti in obveznosti na fakulteti. Pa niti takrat nisi začela razmišljati, ne, to me je bilo pač v točki, ko to ti je še ukrepilo trmo. Še plus sem rekla, pa če sem do zdaj. Se pravi, če nekdo od tebe hoče doseči maksimum, samo moraš kornem na glavo. Točno to, pač. Ne vem, meni je bilo še tisto, še dodatna motivacija, sem rekla, pa če sem do tukaj prišla, itak, da bom še do konca pač zdržala, ne. No, marsikdo se vkloni pod pritiskom in zdaj, ko si naenkrat ti v vlogi motivatorja, da tako rečem, zdaj si dobila uradno to nalogo. Daj mi povej, verjetno ni splošen mehanizem, da nekoga opogumaš, da ga pritisneš. Kaj bi ti naredila? Torej, kakšen pristop boš pa ti zdaj recimo v pogovoru z mladimi prevzela za to, da jih opogumeš za nekaj, za kar morda v danem trenutku sami niso prepričani? Mislim, da najprej, recimo, ko jim to mojo zgodbo pač povem, pač... Je ne vsakdanja, mislim. Ja, ko jim pač zgodbo povem, pač malo tako, pač mogoče premislijo. Pač ne vem, če premislijo, ampak nenavadna, ja, in ok, ko nekaj rečeš, je bilo težko, ampak sem šel naprej, ne. To je čistko neka, zame pač klasika. Težko je bilo, pa sem šel naprej, ne. Poznamo to in potem je pač to gre mimo, ne. Če pa ti poveš, ne, pač ni bilo težko, pač sem se odločila, da grem naprej in sem šla naprej, ne, in so pač tako malo vsi, wow, ne, pač kako je to možno, ne. In mladi tudi to poslušajo. Sem začutila, da mladi pač rabijo zgodbice, da Če bi morala biti influencer, kaj veš, mladi padajo na to danes. Ja, nisem lih. No, sej, to je bilo malo sarkastično. Ja, ampak jaz sem malo bolj pač za tako uživo, pač tako interakcijo, ne. In meni je to zelo všeč, ne, da jim pač poveš zgodbico, da jim poveš, kaj si vse dal čez. Samo, a se ti ne zdi, da mladi včasih bolj verjamejo tistemu, kar vidijo na internetu, kot pa tistemu, kar vidijo pred sabo? Možno, ampak mislim, da se to mogoče že počasi spreminja. Se ti zdi? Ja, in to je bolj osebni stik. Da se ponovno vrača. Tako, ja. Upam, da imaš prav. Jaz imam pač tako, vsaj jaz sem dobila v teh mesecih, ko grem malo pač okoli, malo na osnovnih šolah, malo v srednjih, bolj ta sproščeni, ne, pogovor, tudi to, da smo na ti, da smo pač, da neke osebne pač stvari povemo, zgodbice, ne o karierni poti. Veš, mi malo manj mladi si zamišljamo, ne rabimo si zamišljati, vidimo jih, mladi usedejo se za mizo, namesto da bi se pogovarjali, pa en drugim pošiljajo sporočila. Ti pa zdaj praviš, da se vrača obdobje osebnih stikov, ker je tvoji moji generaciji bilo dosti bližje. Ja, vsaj jaz si zelo želim, da bi ti imela prav, ampak a si prepričana? Jaz vsaj to sem začutna, ne, da jim je to zanimivo, da to pač, da hočejo pač slišati neke zgodbice. Zdaj, je pač vprašanje, koliko se to prejme, ne. Ne vem, tega pač nisem še občutila, ampak
tako, ko jim govoriš, vsaj te poslušajo. Ne? Če so neke osebne zgodbe, če so neke osebne, pač stvari poslušajo. Ne? Če pa ti začneš nekaj govoriti, recimo, da bi jaz zdaj začela o svoji službi, kaj delam, kako delam, jih ne zanima. Ne? Če pa jaz rečem, ne vem, danes sem bila na terenu in sem imela, ne vem, to pa to pač neko zgodbico povem, jih boš takoj pretegnil. Ne? Jaz sem vse to začutila. Jaz sem to začutila in zato pač sem vesela, da sem dobila pač to priložnost, ker me tudi to veseli, da ni vse tako uradno, da ni vse tako pač na ne vem kakšni ravni, pa da je vse, da zgleda pač najboljše, kar lahko, pač poveš vse, kar se ti vsak dan pač zgodi, ne? Ampak ne prek interneta, ampak da tako pač imaš nek oseben pač stik, ne? In v prvi vrsti jaz sem zelo vesela najprej zaradi tega, pa da tudi to svojo pač zgodbico pač malo bolj na glas pač povem, ker mislim, da lahko še marsikoga pač motivira. V drugi vrsti pa tudi neko priznanje, da se tudi ves ta trud pač moj in ta vztrajnost se pa pač splačata, ne. Tako da jaz sem zelo vesela, da sem dobila to priložnost, pa trudim se, da tudi upravičim zdaj po izboru, pač upravičim na najboljše, kar se da. Pa si pričakovala, da boš dobila to nagrado? Iskreno ne. Želela si pa? Normalno, če si že v nekem ožjem izboru. A je bilo tisto, bom probala, pa kar bo. A si se sama prijavila, so te tvoji mislim, kako je prišlo? Zdaj tako pač prijava, tako poteka. Jaz sem bila že 2020 predlagana, takrat že strani direktorja v Petrolu. Zdaj to je tako pač predlog, potem itak se moraš pač sam prijaviti, ne. Moraš itak poslati neko življenjepis, pa vse ostalo, tako da se mislim, dejansko sam se prijavljaš, en pa te mora pač spodbuditi, pa ti reči, glej, izbor je. Tako kot ti zdaj skušaš nekoga spodbuditi? Tako. Daj se prijav, daj se pač neka motivacija, ne. Tako da pač jaz na ta način sem tudi prišla. 2020 je takrat pač direktor me pač spodbudil, da se bom pač prijavila. In potem ko si že enkrat v tem bazenu, ne, pa že očitno prideš enkrat tudi. Ja, vsak ne bo prišel. Ja, pač tisti, ki pač mogoče na nek način izstopa ali pa da pač en tak znak, da mogoče bi lahko dobro motiviral pač mlada dekleta, pa tudi na splošno, jaz bom rekla, pač mlada. Torej, še ena kljukica na poti tvoji. Kjera bo naslednja kljukica? Naslednjo sem že dala čez, ker sem imela, lih je mesec nazaj sem naredila izpit za pooblaščenega strojnega inženirja. To je tako, pač za strojno stroko, pač je, lahko rečem, da neka najvišja pač stopnička. Tako da to ti v bistvu daje možnost določenih samostojnih projektnih del, pravil. To je dejansko za podpis projektov. Ja, podpis projektov. To sem jaz imela v planu že lanskega leta, pa sem rekla, bom pač letos naredila, ne. Nisem pričakovala, da bom še nagrado dobila, pa da bom imela še en kup drugih obveznosti povezanih z samim izborom inženirka leta. Ampak isto, kot vse ostalo v življenju, sem rekla, ja, Ljubka, če si pa že to zadala, pa boš naredila, ne. Tako da sem tudi ta izpit pač sproti peljala za vse ostalo, kar sem imela pač z obveznostmi pač povezani z inženirko leta in je šlo. Ja, Dan imaš 24 ur, kako ti uspe? Tako da hitreje spim. Ja, ne vem, povej. Ja, malo za hec, malo za res... Probam biti čim bolj organizirana in tisto, kar si zadam za ta dan, narediti. Torej, zjutraj načrtuješ dan? Ali že prejšnji dan? Že prejšnji dan, mogoče še par dni vnaprej, pač točno vem, za katero. V glavi, na papirju ali v telefonu? Telefonu pač imam zapisano, kaj je in kaj je treba pač narediti. Če je res nek malo daljši seznam, naredim to-do listo, da pač obkljukam, kaj imam, kaj nimam. Koliko ti je dolga to-do lista? Pa ni tako dolga. Imaš tisto kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno? Odvisno, kakšne naloge pač imam, ampak tako, mogoče, kakšen seznamček, to, da za obkljukati.
rada splaniram naprej, lih toliko, da imam pač vse splanirano, pa tudi, če se kaj zanom in nisem pač nekaj živčna, pač probam hitro reorganizirati, ne. Res nisem prikrajšana in grem in s kolegi in potujem in vsega pač naredim, ne, in si lahko vzamem čas in za kolege za pijačko in za sorodnike in res za vsega. Ampak res moraš biti pač zelo dobro organiziran, pa tudi se držati planov. Tudi včasih res je treba pač stisniti, da greš res čez ta to-do list, ampak potem je pač naprej naslednji dan pa bistveno lažje. Kako se odzoveš, kadar stvari ne grejo tako, kot si zamislila? Najprej se vprašam, zakaj je prišlo do tega, ne. Torej ni obup, ni jeza, ni... Ne, pač... Ampak se takoj spet sproži analitika, ali kaj? Tako, analitika, ja, pač pri meni je najprej, zakaj je prišlo do tega, ne. Zdaj... Tipično naravoslovno razmišljanje. Če je rezultat negativen, ga znamo utemeljiti, to pozitiven rezultat. Recimo. Pač najprej se probaš vprašati, zakaj je prišlo do tega, ne. Plusa pa minusa, ne. Če vidiš, da nekaj nisi dobro naredil, pa probaš eliminirati, ne. Čisto pač tehnična pač stvar, ne. Isto za vse, kar naredim vsak dan, je isto analitika, zakaj pluse, zakaj minusa. In dosti nisem jaz pač tak človek, da bi nekaj zdaj bila slabe volje zaradi tega ali pa ne vem, pač vsak dela napake, če delaš nekaj, delaš tudi napake, sam je pa pomembno, da jih znaš utemeljiti, pa potem v naslednjem koraku tudi eliminirati. Kaj dela Ljubka, kadar si vzame čas zase? Raziskujem, iščem nove destinacije in bolj ugodne karte letalske karte za potovati. Tako da probam si organizirati svoj čas, da grem pač nekam, da spoznam nove kulture, nove ljudi. Veliko potujem, pač probam potovati vsak čas, ki ga imam pač prosto. Kako potuješ? Na hrbtnik? Na hrbtnik. Jaz sem sam na hrbtnik, tam do 10 kilogramov imam čisto dost, pa kakšno... A tudi to si optimizirala? Ja, to sem tudi dala na 10 kilogramov. Nisi ena od tistih, ki joj, kako bom spakirala v 23 kilogramov? Ne. To jaz se lahko spakiram v 1 uri, pač imam že vse spakirano, pa... A se res? Ja, pa tako, pač eno vrečko praška za pranje, pa je to. Kje si bila nazadnje? Nazadnje Filipine. Dobro. Za koliko časa? Za skoraj 3 tedne. Jaz, za manj kot to skoraj nima smisla, ne? Ja, tako da pač probam vse pač. Namreč, zakaj te to sprašujem? Ker nekdo bi mogoče dobil vtis ob vsej tej tvoji predanosti, ob vseh teh stvarih, kar jih delaš, da zmanjka časa zase. Pač pravim, z dobro organizacijo pač ne zmanjka časa. No, pa si ne zaželiš daj, da bi imela 3 ure, ki ne bi bile splanirane? Pa ne meni manjka, če nekaj ni, to je potem že navada. Nekaj se mora dogajati. Točno to, to je že navada. Ne moraš biti pri miru. Ne, to je že navada. Potem jaz se vprašam, če je kaj narobe. Če nič se ne dogaja, se vprašam, če kaj narobe. Pač nekaj mora biti. Jaz se pač poiščem, če ne, pač zame, tudi za kolege, za prijatelje, pač za sorodnike, pač nekaj treba pač početi, ne. Tako da nisem pač tako oseba, da zdaj rabim pač ne vem kakšen počitek, pa da se malo uležem, pa si vzamem čas zase, pa da počivam. Ne, jaz sem pač človek, ki res imam rad interakcijo, pa da sem med ljudmi, pa da komuniciram. Tudi zato, tudi ko potujem, pač probam biti čim več med ljudmi, nisem tako, da bi nekam šla v enem resortu, pa tam ležala. Tako da probam čim več doživeti. Malo javni prevoz pa te zadeve, ne? Ja, javni prevoz, pa tudi da začutiš pač kulturo, pa kako ljudje pač znajo tudi na nek bolj enostaven način pač preživeti dan, pa so še vedno konec dneva veseli, pa grejo nasmejani pač v posteljo, ne, spat, ne. Tako da probam iz tega tudi potegniti še nekaj. Najti neke druge lepote, ki jih morda tle ne vidimo. Tako, pa marsikaj po svetu, ne, kar mi malo smo že tukaj, lahko rečem po Evropi, malo pozabili, da obstaja. Mogoče smo tudi malo razvajeni? Veliko, ne malo. Tako da malo preveč smo že na komot, ne. Ker ljudje po svetu znajo pa tudi tako na zelo enostaven način tako kot sem rekla, preživeti sam dan.
pa so še vedno izpolnjene, pa veseli, pa jim nič ne manjka. Med vrsticami se je lahko že marsikaj prebralo, ampak dajva midva to probati še malo povzeti. Rekla sva, če si nekaj zelo želiš, je to uresničljivo. Če si odločen na tem svoji poti, ti ne bo zmanjkalo niti poguma, niti ti ne bo zmanjkalo energije, ko bo mogoče izgledalo, da se ne da. Z dobro organizacijo se da veliko narediti časovno. 24 ur ni tako malo časa, hočeš reči. Tako je, ja. Ne? Kaj bi še sporočila, kaj bi še povedala? Kaj sva midva zdaj skozi ta pogovor še povedala, razen tega, kar sem jaz zdaj poskusil povzeti? Jaz bom rekla tako, ne velja to samo za mlade, ali pa pač samo, ne vem, če zdaj grem, če izhajam iz inženirka leta, pač za pač dekleta, ne, tudi mlade, tudi za starejše, pač vse se da v življenju. Čisto vse je mogoče, kar človek lahko naredi, kar človek naredi, je mogoče. Sam je želja. Čisto vse. Sam, ja. Želja je sam. To, kar lahko človek naredi, kar lahko naredi pač sam, če lahko jaz nekaj naredim, zakaj ti ne bi mogel? Zakaj? Zato, ker edino kar zakaj ne, zato, ker nimaš toliko velike želje, da bi to naredil, ne. Tako da za vse, kar se človeku pač zgodi, če ima neko željo, če ima neko vizijo, če to pač čuti, da je to za njega, nikoli mu niti ne bo pač težko priti do tega. Ampak pač, če že se zavedaš, da imaš neko željo, pač moraš tudi biti zvest sam sebi, ne? Okay. Pa discipliniran, ne? To je pač osnova. Brez tega se ne pride do cilja. Tako da, ne glede na to, kaj se ti dogaja, kje si, kdo je okoli tebe, v kakšnem stanju si, moraš pač sam biti zvest sam sebi, slediti sebi, ne okolico, ne gledati, kaj se okoli tebe dogaja. Pač, če slediš to, kar pač temu, pač, kar imaš vase in to, kar čutiš, nič ne težko, pa še konec koncev boš zadovoljen z svojim življenjem, bom rekla. Domnevam, da niti približno še nisi dosegla vsega, kar si zamislila, tako da te moram naravnost vprašati, kje se vidiš čez 5 let, 10 let, 20 let. Poklicno in zasebno. Zaenkrat, ko bom rekla, pač nimam jaz nekih, ne vem, tako dolgoročnih pač planov, ne, da bi rekla, čez 10 let jaz bom to pa to, ne. Poklicno, karierno pa še manj. Jaz si želim, da to, kar delam, ta trenutek, to, kar počnem, da počnem najboljše, kar lahko. To, kar gre... Vse to je nekako skladno, vse ustvariš, vse izboljšuješ stvari, vse... Ja. Ne, to je blizu tvojega ideala. Ja, ampak še vedno lahko narediš tudi, pač sam, da je narejeno, ne. Recimo, ne. Ja. Jaz si pa želim osebno, da vse, kar delam, vse, kar počnem v samem pač delu, ne, da je najboljše, kar lahko naredim. Osebno jaz nimam, nikoli pa niti nisem imela pač nekih ciljev, da bom rekla, ok, zdaj se pa vidim kot direktorica, ne vem česa ali pa ne vem kaj. Nimam jaz. Po moje bi tebi bilo preveč dolgo, če bi bila direktorica. Nimam jaz teh ciljev. Pač jaz sem bolj, tako bom rekla... Ustvarjalka. Ja, pa tudi pač bolj sem za ta pač nižjo klaso. Pač, Kot to misliš, nižjo klaso? Nižjo klaso mislim itak imamo zdaj že klasne pač te pač stopnje, ne, kje smo, klasificiramo se, kdo je malo višje, kdo je pač malo nižje, pač razredna pač klasa, ne. A da se? Ja, saj se. Dobro, nismo Indija ravno, ne? Ja, ampak se pa pozna, pač, če pa tako pogledamo, ne, imamo ali pač bogate ali pa revne, ne. Zdaj že ta neka srednja klasa je zelo taka, zelo redko srečeš že, ne, počasi. Zdaj že zahajamo v neke širše družbene razprave. Tako, ja. Tako da nisem pač za ta neko pač višjo klaso, pač jaz sem bolj za pač med ljudmi in si želim tudi tam ostati. Mislim, tvoja zgodba zanesljivo ni navadna zgodba, ampak želiš biti med navadnimi ljudmi. A sem te prav razumel? Tako, točno to. Pač si ne želim pač neka krila, da bi ne vem kje pač letela,
No, ampak si sam ustvarjaš svoje krila, sama si tako rekla. Tako je, to drži, ampak spet si pa sam zbereš pač na kateri višini pač letiš, ne. Tako da to je tudi zelo pomembno. In ta višina tam, ker sem pač trenutno pač jaz, mi je zelo všeč, se počutim pač kar v redu in mislim, da je vsaj tukaj na tej višini še marsikaj za narediti, ne. In nimam nobenih pač potreb, da bi ne vem kam pač šla, ne. Tako da si želim, da tukaj naredim čim več, kar se pač da. Tudi pač ta klasa pač ljudi naučiti za neke stvari, kar mogoče so jih pač pozabili s časom. Govorim mogoče, če sem bolj specifična na področju energije. Tako da bom probala čim več jih naučiti v osnovah. Ja, glede energije je ogromno raznih spopadov, ne, recimo ljudje zelo zagovarjajo elektrifikacijo, hkrati pa ne razmišljajo o tem, da elektrika mora od nekod prideti, ne. Točno to. Recimo vsi govorijo, elektrika je zelena, seveda je zelena, sam Nemčija 40% elektrike še vedno proizvaja iz nič kaj zelenega premoga, ne. Točno to. Tako da je tle še ogromno teh dilem, je še ogromno nerazumevanj, pa v resnici, jaz se upam reči, ampak to bova mogoče kdaj drugič o teh tematikah energetskih. Kakorkoli, očitno ti ne zmanjka idej, očitno ti ne zmanjka umestnih korakov, nekih, dobro, nisi nam zaupala, kje se vidiš čez 5 let, ampak kje se pa vidiš na naslednjem potovanju? V naslednjem potovanju, pač zaenkrat ga nimam splaniranega, ampak... A je to možno, da nimaš splaniranega? Ja, ker imam toliko obveznosti, ne, da res nimam časa trenutno pač dosti planirati, ampak jaz pač, ko vidim neko priložnost, takoj, ne, tako da dosti ne razmišljam. Kaj, če ti nekdo reče poceni karto za Bolivijo, jutri si v La Pazu, kaj? Ja, vsem pač. In si pripravljena svoj en dnev spakirati na dopust, kaj pa služba pa to? Pač probam jaz urediti res tisto, pač čim več pač zrihtati, ne, stvari normalno, ne moraš iti danes na jutri, ne, normalno, ne moram pač sodelavce pustiti kar tako, ne. Ne vem, kje je že bila, nekje neka oddaja je bila, da so tako ljudi naključno izbrali in pravi, če se v eni uri spakirate... Ti greš, ja. Mislim, jaz bi šla, jaz nimam nič pač proti temu, ne, ampak tako, ne vem, če vidim, da čez 2 meseca bi lahko bila na drug konec sveta, grem, ne, pač nimam nič proti. Bom vmes pač malo naštudirala, kam grem, kako grem, pač malo si prebrala, ampak nimam težave, tako da jaz malo sledim letalske karte, pač kam bi lahko pač šla, pa če je kakšna opcija, pač sam zrihtam, pa grem. Poznaš tiste trike na videzno omrežje, pa te zadeve? Ja, nekaj že malega poznam. Dobro. Razmišljaš, kaj se preseliti kam drugam, vrniti se v Makedonijo, iti naprej, kakršnekoli take misli? Niti ne. Najmanj Makedonija, pa tudi druge. Pač jaz sem se najdla v Sloveniji, meni je Slovenija pač moj dom, lahko rečem. Vse imam pač v Sloveniji in pač prijatelje, lahko rečem tudi družina, pač vse imam v Sloveniji, tako da niti ne. Pa tudi se počutim z druge strani pač dolžna. To, kar sem dobila v tem času strani Slovenije, da tudi pač pustim tej družbi tukaj, tako da pač niti malo ne razmišljam o tem, da bi šla kam drugam po svetu živeti. Dobro, očitno imaš marsikaj bolj natančno, bolj temeljito načrtovano kot marsikdo. Še enkrat ti čestitamo na izboru, želimo ti še naprej, poguma ne potrebuješ, lahko ti samo še zaželimo, da se bo ta pot nadaljevala tako dobro, kot je šla do zdaj. Hvala, ker si se nam pridružila v današnjem podcastu in veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala za vabilo, da ste me povabili, da lahko povem pač še malo več o sebi, v svoji pač zgodbi, pa tudi načinu razmišljanja, pa upam, da bom še koga pač motivirala, da vztraja še naprej, ker samo vztrajnostjo pa tem sledenjem, pač kar imaš pač vase, samo tako lahko prideš do nekega cilja. Kljub temu, da so bili objektivni trenutki, ko bi marsikdo lahko odnehal, govorimo o zdravju, govorimo... Tako, pač so trenutki, ko mogoče pač človek bi rekel, res to meni pač zdaj treba, ne.
Ampak mislim, da lih te trenutke pač so lih taki, da ti mogoče dajo še en pogon, še eno potrditev, da pač si na pravi poti. Ni kaj dodati. Hvala. Hvala.